Pozdravljeni, danes smo v Lovrencu na Pohorju. Šli bomo do lovrenškega župana na občini, upam, da nas pričakuje, da preverimo, kaj on pripravlja v projektu Delajmo dobra dela. Gremo! No pa poglejmo, če nas župan pričakuje. Dober dan, župan! Kaj se danes dogaja? Kje sem vas zmotila? Ja, ravno zadnje uskladitve še z Božičkovo delavnico. To je glavna okupacija v tem dnevu, tako da to opravljamo trenutno. Torej v vaši občini bo poskrbljeno za darila? Vsekakor. Božiček v teh dneh pač rabi vso pomoč, ki jo lahko dobi in smo jo tudi mi hvaležno seveda ponudili, Božiček pa sprejel. Kako pravzaprav vse pomagate? Kaj boste uredili v vaši občini? No? Pomagali bomo pri obdaritvi otrok, odraslih. Vsako gospodinjstvo bo nekaj dobilo v nabiralnike, tako ali drugače. Otroci neke druge stvari kot odrasli. Pač po navodilih Božička, ki je bil tukaj dokaj natančni, nam je jasno povedal, kaj moramo narediti. Ampak malo mora biti skrivnostna, kaj ne? Seveda, vsega ne bomo povedala, to bo Božiček sam razložil. No, ampak je pa tudi prava mala Božičkova delavnica tudi pri vas na občini, kaj ne? Tudi, jo gremo pogledat? Pojdiva. Pol pa gremo. Izvolite naprej. Hvala lepa. Aha, tu pa vidim, da so že pridne roke Božičkovih pomočnic, ali kako? Tako je, to so pomočnice, ki jih je Božiček zahteval osebno, da pomagajo, ker so najbolj spretne v teh opravilih. Včasih se pridruži še kak škrat, ampak načeloma opravita vse sami. Super. Kot vidim, imata pa veliko dela. Veliko. Za vsako gospodinjstvo v občini malenkost in to, kar nanese, so kar kupčki materijala, ki ga uporabimo, kar nekaj je dela s tem. Ja. Kako bo razdeljevanje izgledalo? Bo to romalo v nabiralnike občanov, bodo mogli priti prevzeti? Nekatere stvari se prevzimajo, so za to določena mesta, druge stvari se pošljajo po pošti vsa gospodinjstva. Ponudili smo Božičku pač različne variante, pa jih je sprejel, nam zapisal, kaj mu pride v poštev, kaj pa ne. Pa tudi sicer v vaši občini dajete poudarek na to, da ste radi v stiku z ljudmi, na dobrodelnosti, na projektih. Seveda. Dejansko z dobrodelnostjo se ukvarjamo ves čas. In ta predbožični, prednovoletni čas je še toliko bolj pomemben za vse, ki na takšen ali drugačen način čutijo manko na teh področjih in tukaj pač pristopamo in se potrudimo, da se vsak počuti zaželen, da je obdarjen in da je v teh časih ni sam. Tako, kar je morda še najbolj pomembno, da občuti ravno to, da ni sam. Tako našo bližino, da mislimo na njega, vsakega posameznika. Čaka pa nas še ena postojanka danes, kaj ne? Čaka še ena delavnica, še ena razdeljevalnica, tako da... Dajva se odpraviti na pot? Gremo pogledat. Gremo. To je že tu na prireditvenem prostoru v Lovrencu, ne? Tako, tukaj je pomočnica, ki izdaja paketke za otroke. V sosednji prostor bomo pa šli pogledat, kjer so še, bi rekel, presenečanja za družine. Ok, potem pa kar greva. Izvolite. Aha. Pa smo tu, vidim, da ena gospa že pridno čaka. Tako, to je naša občinska Božičkova pomočnica. Odlično. In tu bo izdaja paketkov za otroke. Tako. V sosednji prostor bomo pa šli še pogledat, tam pa prevzemajo presenečenja naši krajani ostalih starosti. Odlično, pa greva še tja. Hvala vam, gospa, srečno! Hvala. Adijo! Tako, pa gremo pri naslednjih vratih, novo skladišče. No, da vidimo. Veliko imate vi Božičkovih postojank? Ja, veliko, izvolite. Hvala lepa. Tukaj so pa paketki soli za vsa gospodinjstva. To so tista presenečenja, ki pridejo prav, ko je zunaj mrzlo, ko je težko hoditi. In dejansko smo se odločili, da naredimo dobro delo tudi s tem, da omogočimo vsakemu, ki morda nima, pa bi želel dobiti sol za posip pred hišami. Vidimo lahko, da v Lovrencu na Pohorju ste res
dajete poudarek na dobra dela, na dobrodelnosti, do čutu do sočloveka, kar je, kot ste sami že izpostavili, decembra morda res najpomembnejše. Seveda, drugega imamo in imamo se radi, ne? Tako, pa naj s tem zaključiva. Najlepša hvala, da ste se odzvali, sodelovali v našem projektu Delajmo dobra dela. Veseli me, da boste mnogo občanov osrečili. Hvala lepa tudi vam.